V redu. Pa poglejmo. Predstavljamo si eno sceno. Smo v Ljubljani, piše se 22. januar 2026. In na mizo Urada informacijske pooblaščenke prispe en, recimo temu, uraden dokument. Vse na njem izgleda kot sodba, bere se kot sodba, ampak pošiljatelj ni nobeno sodišče. No, in tukaj se začne res nenavadna zgodba o digitalnih pravicah, suverenosti in seveda tehnologiji. Pošiljatelj je namreč zasebno društvo. Imenuje se Nacionalni svet za digitalno etiko. Prejemnik pa je, kot rečeno, vladni državni organ, Slovenski informacijski pooblaščenec. In tole ni neka prošnja ali pritožba. Ne. Dokument nosi naslov odločba in državnemu organu dobesedno nalaga, kaj mora storiti. In da ne bi bilo kakšnega dvoma o tem, kako resno mislijo, dokument vsebuje tudi precej konkretno grožnjo. Če državni organ ne bo sledil navodilom, ga čaka, visoka denarna kazen. Torej, zasebno združenje grozi z izvršbo proti državi. Čakajte malo, kako je to sploh mogoče? No, da bi razumeli, kako smo prišli do te neverjetne točke, se moramo poglobiti v samo bistvo spora. In vse skupaj se, verjeli ali ne, začne z imenom, oziroma, če smo natančni, z dvema različicama enega in istega imena. Torej, osrednji argument tega dokumenta je, precej poseben. Trdijo namreč, da obstaja ogromna temeljna razlika med imenom Michael Bellis, ki je zapisano normalno, z veliko začetnico in malimi črkami, to naj bi bil živi človek, in pa imenom Michael Bellis, ki je v celoti napisano z velikimi tisanimi črkami. To drugo ime, pravijo, je v bistvu samo umetna pravna fikcija. Predstavljajte si to kot nekakšno korporativno lupino, ki jo je ustvarila država za svoje birokratske potrebe. Svoj argument podkrepijo s sklicevanjem na en star koncept iz rimskega prava, imenovan capitis diminutio maxima. V bistvu s tem trdijo, da s zapisom imena z velikimi tiskanimi črkami država človeku odvzeme njegov status in ga spremeni v pravni subjekt, za katerega pa ta živi človek sploh ne odgovarja. In to je absolutno ključna točka celotnega pravnega manevra. Vse to seveda postavlja eno zelo očitno vprašanje, na podlagi česa, za vraga, ta zasebna skupina sploh trdi, da ima pooblastila za izdajanje pravno zavezujočih ukazov državi. Mislim, odkod jim ta avtoriteta? Njihov odgovor je zanimiva mešanica splošno priznanih virov in nečesa precej nenavadnega. Sklicujejo se na slovensko ustavo, na GDPR, na nacionalne zakone. Ampak tisti ključni element, poglejte, je poudarjen na dnu seznama. Vzpostavili so lasten vzporedni pravni sistem, ki ga imenujejo avtonomni pravni red društva Bellis. Njihova razlaga 3. člena ustave je, milo rečeno, radikalna. Pravijo takole: če ima oblast ljudstvo, potem je organizirana skupina ljudi, recimo njihovo društvo, hierarhično nad državo. Po tej logiki država ni nek vladar, ampak je zgolj servis, ponudnik storitev, ki ga je ljudstvo najelo in ga tudi nadzoruje. In zato verjamejo, da lahko kot predstavniki suverenega ljudstva izdajajo ukaze svojim uslužbencem v državni upravi. In ukazi, ki so jih izdali, se nikakor ne nanašajo samo na primer gospoda Bellisa. Daleč od tega. Dokument se zelo hitro razširi v obsežno, vsesplošno obtožnico proti celotnemu sistemu. Ne zahtevajo samo popravka imena, zahtevajo sistemske preiskave proti stebrom slovenske družbe in države, zdravstvenemu sistemu, notranjemu ministrstvu, vsem političnim strankam, osrednjim medijem in celo delom zasebnega sektorja, kot je avtomobilska industrija. Ambicije so očitno ogromne. Poleg vsega tega so njihove zahteve tudi časovno zelo strogo opredeljene. Za nekatere ukrepe, kot je na primer odstranitev spletnih sledilnikov, dajejo na voljo samo 3 dni. Za sprožitev vseh tistih obsežnih sistemskih nadzorov pa 14 dni. S tem jasno sporočajo, da to ni prošnja, to je ukaz. Do sedaj se vse skupaj morda zdi kot neka pravna fantazija, kaj ne? Ampak tukaj se zgodi preobrat. Svoje trditve namreč podprejo z zelo konkretnimi tehničnimi dokazi, z nečim, kar sami imenujejo corpus delicti, torej z dokaznim gradivom. Kaj je torej ta famozni dokaz, ki naj bi upravičil tako drzne in obsežne zahteve? Njihov argument se iz abstraktne pravne teorije preseli naravnost v izvorno kodo spletnih strani. In poglejte, tukaj je.
To je dejanski delček kode, za katerega trdijo, da so ga našli na spletni strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Gre za kodo, ki je zelo dobro poznana pod imenom MetaPixel. Za tiste, ki morda ne poznate, MetaPixel je v bistvu orodje za sledenje. Ko nekdo obišče spletno stran s to kodo, se podatki o tem obisku, kaj si je ogledal, na kaj je kliknil, pošeljejo naravnost na strežnike podjetja Meta, se pravi Facebooku, v Združenih državah. Argument tukaj je seveda, da državna zdravstvena zavarovalnica ne bi smela kar tako deliti podatkov o obiskovalcih s tujim oglaševalskim velikanom. In tukaj zgodba postane zares ironična. V dokumentu trdijo, da so sledilno kodu našli, pazite zdaj, na spletni strani samega informacijskega pooblaščenca, torej institucije, katere naloga je ravno varovanje podatkov. In ne samo to. Izpostavijo delček kode, kjer piše Anonymize IP, false. To po domače povedano pomeni, da so se Google v ZDA pošiljali polni neanonimizirani IP naslovi obiskovalcev, kar je precej narodno, milo rečeno. In ko vse to povežemo, dobimo celotno sliko. Zahteva po preiskavi sega od temeljnih državnih inštitucij preko celotnega političnega aparata pa vse do močnih akterjev v zasebnem sektorju. To je v bistvu poskus, da bi ena sama zasebna organizacija sprožila sistemski nadzor nad ravnanjem s podatki v celotni državi. In to nas pripelje do osrednjega, res težkega vprašanja, ki ga odpira ta nenavaden dokument. Na eni strani imamo pravne teorije, ki jih velika večina pravnega sistema smatra za, fantazijo. Na drugi strani pa imamo zelo konkretne, preverljive tehnične dokaze o praksah sledenja, ki odpirajo povsem resnično vprašanja o varovanju naše zasebnosti. Kje je torej meja med upravičeno pritožbo in ideološkim bojem? To je vprašanje, ki zaenkrat ostaja odprto. Ampak pozor, to ni odločba sodišča ali kakega ministrstva, ne? Sploh ne. Pošiljate je skupina, ki si pravi Nacionalni svet za digitalno etiko. In v tej odločbi, če se lahko tako izrazim, dobesedno ukazujejo. Naslovnik je Slovenski informacijski pooblaščenec. Ukazujejo, kaj mora storiti. Z roki v odnevih in z grožnjami z osebnimi denarnimi kaznimi. Danes bova torej razčlenili ta dokument, da vidimo, kaj za vraga se dogaja in kako en sam primer posameznika preraste v obtožbo celotnega sistema. Točno tako. V samem jedru tega dokumenta je ena zelo, recimo temu, radikalna tvrditev o hierarhiji oblasti. Ta Nacionalni svet za digitalno etiko, na kratko NSDE, pravi, da svojo moč črpa neposredno iz 3. člena slovenske ustave. Tistega, ki pravi, da ima oblast v Sloveniji ljudstvo. Natančno. In vse državne organe, od ministerstva do informacijskega pooblaščenca, oni vidijo zgolj kot, plačane servisjerje državljanov. Zato so prepričani, da imajo kot organiziran del ljudstva vso pravico, da te servise nadzorujejo, jim dajo navodila in jih, če je treba, tudi kaznujejo. Ta odločba je v bistvu prvi resen preizkus te njihove filozofije v praksi. V redu. Ta ideja o ljudstvu, ki neposredno nadzoruje državo, je precej abstraktna. Ampak ta dokument se ni pojavil kar tako iz neke teorije. Kaj je bil konkreten povod, da so se odločili za tako drastičen korak? Vse se začne pri enem samem človeku, gospodu Mihaelu Belisu, in njegovem sporu z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ZZZS. NSD trdi, da je ZZZS storil temeljno napako, ki pa ni zgolj administrativna, ampak po njihovem mnenju kaznivo dejanje. In kaj naj bi bila ta napaka? Gre za način zapisa njegovega imena. Zaradi imena. Kako prosim? Njihov ključni argument je, da zapis imena z velikimi tiskanimi črkami, torej Mihael Bellis, sploh ne predstavlja živega človeka iz mesa in krvi. Ampak kaj pa naj bi potem predstavljal? Trdijo, da je to zgolj pravna fikcija, nekakšna lupina, korporativna entiteta, ki nima lastnine. Živi človek pa je, po njihovi logiki, Mihael Bellis, zapisan z veliko začetnico in malimi tiskanimi črkami, v skladu s pravopisom. Čakaj malo, to je ključno. Ne gre torej samo za neko pravopisno napako, ampak za temeljno pravno doktrino, ki jo uporabljajo. Sicer na svoj, precej radikalen način, povezujejo staro rimsko pravo z digitalno identiteto. To je preskok, ki ga ne vidiš vsak dan. Natančno. Opirajo se na tehnično ASC analizo znakov in na pravno teorijo imenovano capitis diminutio maxima. Capitis diminutia maxima.
to zveni zelo resno. Saj je. To je v bistvu starorimski koncept, ki je pomenil popolno izgubo pravnega statusa, ko je človek postal suženj in izgubil vse pravice. In oni trdijo, da z zapisom imena z velikimi tiskanimi črkami država državljana simbolično zmanjša v to pravno fikcijo, na katero lahko potem naslavlja terjatve. In kaj to pomeni v praksi za gospoda Bellisa? Pomeni, da ZZS pošilja položnice in izvaja izterjave do te pravne fikcije, imenovane Michael Bellis. Ko pa ta fikcija ne plača, ker seveda nima nobenega premoženja, Ker je samo ime na papirju. točno, takrat pa ZZS, po mnenju NSND-ja, to terjatev nezakonito in goljufivo prenese na živega človeka, Michaela Bellisa. In to dejanje označijo za kaj? V odločbi to označijo za sistemsko prevaro, kraju identitete in celo za gospodarsko suženjstvo. To so težke besede. Zato od informacijskega pooblaščenca zahtevajo dvoje. Prvič, da takoj ukaže ZZS-ju popravek imena v vseh evidencah. In drugič, Da poskrbi za vračilo denarja. seveda, da se vrnejo vsa sredstva, ki so bila po tej logiki neupravičeno izterjana. Torej začnejo z enim samim imenom in zahtevajo vračilo denarja. Ampak zdi se mi, da se pri tem ne ustavijo. To je verjetno le odskočna deska za nekaj veliko večjega. Točno. Primer Michaela Bellisa je samo vstopna točka. Od tu naprej se odločba pač razširi v frontalni napad na celoten sistem varovanja podatkov v državi. NSDE informacijskemu pooblaščencu, torej IPRS, ukaže, naj sproži 5 obsežnih inšpekcijskih nadzorov. 5 nadzorov in nad kom? No, in to je najbolj zanimivo. Prvi na seznamu je informacijski pooblaščenec sam. Sami sebe morajo preiskati. Zakaj? Obtožujejo jih skrajne hinavščine. V odločbi trdijo, da spletna stran informacijskega pooblaščenca uporablja Googlovo orodje za sledenje, Google Analytics. Tisti Google Analytics, zaradi katerega so kaznovali že toliko podjetij. Natanko tisti, s čimer ne bi podatke o obiskovalcih pošiljali v Združene države Amerike. To je isto dejanje, za katero IPRS redno kaznuje slovenska podjetja. In da bi dokazali svoje trditve, so v odločbo vključili celo delček izvorne kode njihove spletne strani, kot corpus delicti. Kot dokazni material. Ja, Neverjetno. Torej, ista institucija, ki kaznuje druge za uporabo Googlovih orodij, jih po njihovih trditvah uporablja sama. To je res huda obtožba hinavščine. Predvidevam, da se pri ZZS, ki je bil povod za vse skupaj, niso ustavili le pri imenu. niti slučajno. Poleg napačnega zapisa imena, ZZS obtožujejo še nečega, kar je morda še bolj problematično. In sicer, Na svoji spletni strani naj bi uporabljali sledilno kodo podjetja Meta, tako imenovani Facebook Pixel. Facebook Pixel na strani zdravstvene zavarovalnice. V odločbi to opišajo zelo dramatično, kot podpis pogodbe s hudičem. Njihov argument je, da s tem omogočajo Meti, da beleži, katere strani o boleznih, zdravljenih in zdravstvenih stanjih si ogledujejo slovenski državljani. To so izjemno občutljivi osebni podatki. Seveda, če si nekdo ogleduje stran o sladkorni bolezni ali depresiji, je to nekaj, kar bi moralo ostati med njim in zdravstvenim sistemom, ne pa končati v podatkovni bazi Mete za namene oglaševanja. Zadeva očitno postaja vse širša. Kam so usmerili naslednjo puščico? Na Ministrstvo za notranje zadeve, MNZ, Zakaj pa oni? zahtevajo nadzor zaradi suma sistemske zlorabe centralnega registra prebivalstva, znanega kot CRP. Trdijo, da državljani ministrstvu zaupajo svoje podatke za zelo specifičen namen, izdajo osebne izkaznice, potnega lista, prijavo bivališča. In ministrstvo naj bi te podatke? Brez vsakršne privolitve posameznika množično posredovalo tretjim osebam. In kdo so te tretje osebe? V odločbi izrecno naštejejo ZZS, RTV Slovenija in Statistični urad Republike Slovenije, SURS. In s kakšnim namenom? Namen naj bi bil jasen, omogočiti tem institucijam, da lažje izvajajo finančne terjave, kot je prisilno zdravstveno zavarovanje ali RTV prispevek, ter da izvajajo nadzor nad prebivalstvom. To dejanje vidijo kot temeljno zlorabo zaupanja med državljanom in državo. Tukaj se torej obtožba dokončno premakne z posameznika na sistemsko naven. Podatki, ki jih damo državi za en namen, se brez naše vednosti uporabljajo za nekaj povsem drugega. To je točno tisto, česar se ljudje najbolj bojijo.
Ampak verjetno se niso ustavili pri uradnikih. Kaj pa politika in mediji? Seveda, so na vrsti. V luči prihajajočih volitev, ki so v tem dokumentu postavljene v marec 2026, zahtevajo takojšen inšpekcijski nadzor nad spletnimi stranmi vseh političnih strank. Vseh. Vseh. Posebej pa izpostavijo Gibanje Svoboda in SDS. Obtožujejo jih uporabe naprednih sledilnih tehnologij za nezakonito zbiranje podatkov o političnih preferencah volivcev. Torej gre za politično profiliranje. Točno. Trdijo, da stranke te podatke uporabljajo za mikrociljanje volivcev s prilagojenimi političnimi sporočili. In to neposredno primerjajo z zloglasnim škandalom Cambridge Analytica, ki je pretresel volitve v ZDA in Veliki Britaniji. To je resna preverjava. Po njihovem mnenju gre za nezakonit vpliv na volilno voljo. In zadnji 5. nadzor je naložen vsem osrednjim medijem: RTV Slovenija, Pro Plus, Delo, Dnevnik, Večer. Kaj pa očitajo njim? Prodaja podatkov. Sum prodaje podatkov o bralnih navadah državljanov tujim oglaševalskim mrežam. Preko sistemov za vedensko oglaševanje naj bi mediji ustvarjali podrobne profile bralcev, kaj jih zanima, česa se bojijo, kakšne so njihove navade. In te profile potem prodajajo. Tako je, za čim bolj ciljeno oglaševanje. Posebej ostri so do RTV Slovenija. Zakaj? Ker državljani že plačujejo obvezen RTV prispevek. Zato menijo, da je prodaja njihovih podatkov neke vrste dvojna obdavčitev. Plačuješ z denarjem in hkrati še svojo zasebnostjo. Ukazujejo praktično celotnemu državnemu in družbenemu aparatu. To pa najbrž zahteva neko izjemno močno pravno podlago. Na kaj se sploh sklicujejo, da imajo po lastnem mnenju pravico izdajati takšne ukaze? Njihova pravna argumentacija je vsaj tako nenavadna kot njihove zahteve. Temelji na 3 stebrih, ki so med seboj prepleteni. Pa poglejva, kateri je prvi? Prvi je, da so si ustvarili lasten, avtonomen pravni red. Kako to mislite, lasten pravni red? Odločba se ne sklicuje le na ustavo in evropske uredbe, ampak predvsem na akte, ki jih je društvo Belis samo sprejelo in jih objavilo v lastnem uradnem listu. Lastnem uradnem listu. Ja. To sta na primer njihov interni zakon o etičnem varstvu digitalne zasebnosti, ki ga imenujejo EZVDZ, in zakon o zaščiti osebnega imena, ZVOPI-DB. V bistvu delujejo kot nekakšna vzporedna zakonodajna oblast. Torej so si napisali lastne zakone in zdaj od države zahtevajo, da jih izvršuje. To je milo rečeno drzno. Kaj je drugi steber? Drugi steber je izstop iz mednarodnih organizacij. Prosim? O dokumentu izrecno navajajo, da je društvo Belis skupaj s svojimi člani trajno in nepreklicno izstopilo iz jurisdikcije Svetovne zdravstvene organizacije, HIV in Združenih narodov ZN. In o tem so koga obvestili? Trdijo, da so o tem z uradnimi diplomatskimi notami obvestili tako predsednika vlade kot predsednico republike. To je pa močna izjava. S tem so prestopili iz področja varstva podatkov naravnost v geopolitiko. Ampak ali ima takšen enostranski izstop iz ZN ali HIV sploh kakršnokoli pravno veljavo? Stališča mednarodnega in državnega prava praktično nobene, ampak zanje je to ključnega pomena. Ker so izstopili, vsako dejanje državnih organov, ki temelji na direktivah WHO, na primer določene politike ZZS, razumejo kot tuj akt agresije na njihovo suverenost. In s tem si ustvarijo podlago, da zavračajo pravila, ki jim niso všeč. Točno. V redu. Lastni zakoni in izstop iz mednarodnega reda. Omenili ste še tretji steber, ki se sliši najbolj nenavadno, nekaj v zvezi z avtomobili. Ja, ta je res posebej zanimiv in ilustrativen za njihov način razmišljanja. Gre za starodavno pravno načelo qui cacet consentire videtur. Kdor molči, se zdi, da se strinja. Pristanek z molkom. Tako je. NSDE trdi, da je vse glavne proizvajalce avtomobilov, ki prodajo vozila v Sloveniji, uradno pozval, naj svoje sisteme uskladijo z njihovim internim zakonom EZVDZ. In kaj ta njihov zakon zahteva od avtomobilov? Med drugim zahteva, da mora vsak nov avtomobil imeti vgrajen fizičen, jasno označen gumb za takojšen izklop vseh oblik sledenja in pošiljanja podatkov. Vsega, GPS, telemetrija. Vsega.
proizvajalcem so postavili rok, do katerega naj bi potrdili, da bodo to zahtevo upoštevali. In predvidevam, da se nihče od proizvajalcev ni odzval. Točno. In kjer so molčali, NSDE to razume kot njihovo molčeče strinjanje s pogoji. Ne morem verjeti. Zato v odločbi zdaj od informacijskega pooblaščenca zahtevajo naj sproži inšpekcijski nadzor nad avtomobilskimi saloni in preveri, ali se ta, po njihovem mnenju zdaj zavezujoč dogovor, dejansko izvara v praksi. To je genialno na nek bizaren način. Pošlješ e-pošto Mercedesu, oni te ignorirajo in ti to razglasiš za svojo zmago in zavezujočo pogodbo. To zahteva posebno vrsto samozavesti. Torej so predstavili svoje obtožbe, svojo pravno podlago, ampak ne ostanejo samo pri tem, kaj ne. Sledi ultimat. Sledi zelo oster in neizprosen ultimat. To niso priporočila ali prošnje. To so direktni ukazi z zelo kratkimi roki. Kako kratkimi? Informacijski pooblaščenec ima samo 3 dni časa za izvedbo urgentnih ukrepov. 3 dni? 3 dni. To vključuje takojšen umik sledilnih kod spletnih strani IPRS in ZZS ter dokončno rešitev primera Mihaela Belisa, vključno z nalogom za vračilo denarja. Samo 3 dni? To je praktično nemogoče v državni upravi. Kaj pa za ostale, bolj sistemske nadzore? Za začetek sistemskih nadzorov nad ministrstvom, političnimi strankami in mediji imajo na voljo 14 dni. Roki so torej izjemno kratki in postavljeni tako, da je skoraj gotovo, da ne bodo izpolnjeni. Tako se zdi. In kaj se zgodi, če jih ne spoštujejo? Kakšne so posledice? V primeru zamude se po njihovi odločbi avtomatsko aktivira denarna kazen v višini 10 tisoč evrov. 10 tisoč evrov? Za vsak dan zamude. Ampak to niti ni najpomembnejše. Kaj je še hujšega? Ključna je, da odločba izrecno najava, da se za zamudo aktivira neposredna osebna, materialna in kazenska odgovornost poimensko navedenih uradnih oseb pri informacijskem pooblaščencu. Torej grožnja ni usmerjena na institucijo kot tako, ampak neposredno na posamezne uradnike, ki so navedeni z imeni in priimki. Natančno. To popolnoma spremeni dinamiko, ni več abstraktno, postane zelo osebno. Zelo osebno. Kljub tej ostri grožnji pa dokument na koncu ponuja nekakšen pogojni odpust. Kako to misliš? Zapišejo, da če bo informacijski pooblaščenec vse zahteve izpolnil pravočasno in v celoti se bo njegovo preteklo domnevno nezakonito ravnanje štelo za odpravljeno človeško napako in sankcij ne bo. Ponujajo jim torej palico in korenček. Čeprav je palica precej velika. Za konec povzemiva, na eni strani imamo torej dokument, ki je hkrati pravni akt, podrobna tehnična analiza in zelo jasen politični manifest. Društvo Belelis preko svojega organa NSDE ne izpodbija zgolj ene odločitve ZZS, ampak celotno strukturo državnega nadzora in samo hierarhijo oblasti. Ja, njihovo celotno delovanje temelji na prepričanju, da je organizirana civilna družba primarni nosilec suverenosti, država pa zgolj njen servis, ki ga lahko kadarkoli pokličejo na odgovornost. To je bistvo. Absolutno. Ta odločba je izraz globokega, fundamentalnega nezaupanja v obstoječe institucije. Obtožujejo jih, da so postale del problema, ki bi ga morali reševati. In kaj je rešitev? Vprašanje, ki odmeva skoli celotno besedilo in je navedeno tudi v latinščini, je staro rimsko vprašanje quis custodiet ipsos custodies. Kdo bo nadzoroval nadzornike? Njihov odgovor je: mi bomo. Ne glede na to, kako se bo država odzvala na to odločbo in kakšen bo njen pravni epilog, dokument odpira temeljno vprašanje za premislek. V času, ko se podatki o nas zbirajo na vsakem koraku od obiska zdravnika do branja novic in vožnje z avtomobilom, kdo ima dejansko moč, da postavi meje? In kaj se zgodi, ko uradni varuhi teh meje po mnenju dela javnosti zatajijo? Ko so nadzorniki obtoženi, da spijo ali celo sodelujejo pri kršitvah? Ali takrat neizogibno nastane prostor, da skupine kot je ta poskušajo same prevzeti